Kardiovaskularni sistem je gibanje ena od ključnih prvin zdravega življenjskega sloga, tako za ohranjanje kardiovaskularnega zdravja, kot tudi za povratek kardiovaskularnega zdravja pri posameznikih, ki so že utrpeli nek srčno-žilni dogodek ali pa imajo neko srčno-žilno diagnozo. Redna telesna vadba aktivira kardiovaskularni sistem, predstavlja neke vrste uravnan, dober stres, ki potem pomaga srcu in žilam, da bolj pridejo skozi vsakdanje življenje. In dejansko pri posameznikih, ki se redno gibajo oziroma so telesno aktivni, imamo manj srčnih infarktov, manj srčnega popuščanja, manj teh klasičnih dejavnikov tveganja, kot sta povišan krvni tlak, povišan krvni sladkor, uravnava se bolje presnova krvnih maščob, pa tudi za počutje, za duševno zdravje, za obvladovanje stresnih situacij je to ena ključnih prvin, ki jih priporočamo, ne samo srčno-žilnim bolnikom, ampak pravzaprav vsem posameznikom, ki želijo ohraniti ali pa okrepiti svoje srčno-žilno zdravje. To je ena od pomembnih prvin varovalnega življenjskega sloga, ki pomaga posamezniku po tako napornem zdravljenju, da si povrne zdravje in da okrepi ne samo kardiovaskularni sistem, pač pa tudi lokomotorni sistem, tudi vse vidike svojega življenja izboljša na ta način. Je sicer v tisti fazi zdravljenja organizem izčrpan in težje to prenese, ampak potem, ko je zdravljenje zaključeno, postane to ena ključnih prvin, kako lahko si povrnemo oziroma okrepimo zdravje, poleg seveda ostalih vidikov zdravega življenjskega sloga, kot so varovalna prehrana in pa opuščanje kajenja, če nekdo kadi. Lahko začnemo počasi z majhno frekvenco telesne vadbe, z majhno intenzivnostjo vadbe in z krajšim trajanjem, potem pa postopoma povečujemo. Povečujemo trajanje recimo vadbene enote, potem povečujemo frekvenco vadbenih enot in intenzivnost do stopnje, pri kateri smo zadovoljni. Vsekakor vsakemu posamezniku, ne glede na to, kako hudo življenjsko ali pa zdravstveno izkušnjo je dal skozi, svetujemo redno aktivnost, pa če tudi v obliki rednih sprehodov, ko nekdo recimo je še zmožen običajnega pogovora, se pravi, da ni ne premalo intenzivno, da ne bi vadba dela dovolj koristi, oziroma da ni preveč intenzivno, da ne bi posameznika preveč izčrpalo. Seveda smo si pa posamezniki različni, nekateri so izhodično zelo zmogljivi in bojo športne aktivnosti celo na elitni stopnji pomenile veliko in postopen ponovni povratek na te aktivnosti je ključnega pomena za njihovo zdravje. Drugi posamezniki, ki so pa manj telesno aktivni, bojo pa seveda pridobili tudi od tega, da če se začnejo redno gibati, se pravi sleherno gibanje je boljše kot nikakršno gibanje ali pa zaseden življenjski slog. Pri gibanju seveda velja biti pozoren na morebitne kardiovaskularne simptome, se pravi tiščanje v prsih, hudo dušenje, ki ga nismo vajeni, razbijanje srca, omotičnost ali pa skorajšnja nezavest so opozorilni znaki, ki nam povejo, da smo pretiravali oziroma da kardiovaskularni sistem tega našega gibanja ne zmore. Potem imamo pa še določene kazalnike, kot je recimo frekvenca srčnega utripa oziroma pulza, s katerim lahko spremljamo idealno območje intenzivnosti, se pravi tam okrog 70 do 80% maksimuma je tisto, kar je za kardiovaskularni sistem najbolj ugodno, varno in učinkovito. Hematoonkološko zdravljenje je ključnega pomena za to, da se hematoonkološka bolezen obvlada, pozdravi. Potem pa pridejo seveda na vrsto razmislek o posledicah, ki jih je to utegnilo pustiti na kardiovaskularnem sistemu. Lahko pride do poškodbe srčne mišice, lahko pride zaradi recimo, če je bilo prejeto obsevanje, do poškodbe koronarnih arterij in se razvijajo pešanje srca, koronarna bolezen, lahko tudi motnje ritma in seveda okvare zaklopk. Zato je potrebno biti pozorno tudi na kardiovaskularni sistem, potem ko je hematoonkološko zdravljenje seveda zaključeno. Zdaj, poleg
poleg varovalnega življenjskega sloga, se pravi redno gibanje, varovalna prehrana, izogibanje stresnim okoliščinam, nekajenje, je ključnega pomena tudi spremljanje morebitnih dolgoročnih posledic, se pravi redno obiskovanje preventivnih pregledov, če se nam le-ti ponudijo, pravočasno prestrezanje morebitnih okvar, se pravi odvisno od kliničnega pregleda, preiskav, EKG, ehokardiogram, obremenitveno testiranje, druge slikovne preiskave, če karkoli zaznamo, da začnemo pravočasno ukrepati, se pravi preventivno zdraviti, odnosno, če je že prišlo do srčno-žilne bolezni, da začnemo srčno-žilno bolezen zdraviti v čim bolj zgodnji fazi. Srce potrebuje gibanje in srce nam bo hvaležno za vsakršno gibanje. Ni potrebno, da smo elitni atleti, ključnega pomena je, da se zavedamo, da se počasi daleč pride.